potem ko so svoje kandidatne liste že razkrili Socialni demokrati, Levica in Lista Marjana Šarca, so minuli teden to storile tudi preostale stranke. Da nam predstavi letošnje najbolj bizarne kandidate, smo v gostje povabili našega korespondenta, gospoda Jerneja Celca. Zdravljeni, gospod Celc. Povejte mi, kdo je poskrbel za največje letošnje presenečenje na evropskih volitvah? Za največje presenečenje je poskrbela skupna kandidatura strank SDS in SLS. Res, ker stranka SDS je marsikoga presenetila s tem, da je sploh še pripravljena sodelovati, stranka SLS pa je marsikoga presenetila s tem, da še obstaja. Jim je pa na skupno kandidatno listo uspelo vriniti enega zanimivega kandidata. Sam sem se odločil, da grem na to listo zato, da se enega Franca zagotovimo v Evropskem parlamentu. Jep, Kangla je nazaj. Po porazu na županskih volitvah, po epskem polomu na parlamentarnih volitvah, zdaj kandidira še na evropskih volitvah. In če mu to ne rata, bo naslednje leto kandidiral za predsednika 3. razreda. Ker zakaj bi imeli kakšne volitve, če on ni zraven? Sodelovanje na tej skupni listi pa je zavrnila stranka Nova Slovenija, ki ima drugo strategijo. Zato smo kot stranka, ki je leta 2004 kot prva zmagala evropske volitve, ocenili, da je ta model, za katerega smo se odločili, najboljši za nas, pa tudi za Slovenijo. Ne vem, a ste slišali, mi smo leta 2004 zmagali, samo to, da povem. Jaz sem sicer bil takrat star 20 let, živel sem študentu, poslušal death metal, to so bili cajt. Mimo grede, jaz sem že omenil, da smo mi zmagali. Je pa Tonin izkoristil to šanso in na novinarski konferenci predstavil človeka, ki bo zasedal predzadnje mesto na kandidatni listi. Daj mu reči, da ta gospod ni videti najbolj zainteresiran. Je pa res, da nekako, skratka, nikoli nisem bil zares politik, ki bi zares vstopil v politiko. Jaz nisem zares politik, saj konc koncev, kdo pa je? Pa tudi zanima me ne zares politika, jaz to počnem bolj kot hobi. On na politiko gleda tako, kot drugi gledamo na homeopatijo. In če ima Nova Slovenija v svojih vrstah politične amaterje, pa se je stranka Alenke Bratušek odločila v svoje vrste zvabiti profesionalce. Nosilka liste je Angelika Mlinar, trenutno avstrijska evroposlanka in do nedavnega podpredsednica Evropske družine ALDE. Avstrijska evroposlanka kandidatira za slovensko evroposlanko? Alo, to ni košarka? Če ti manjka močan center, ne moreš kar enega uvoziti s tujine. Že itak manjka služb v Sloveniji, zdaj pa bodo še tiste, ki so vzeli Avstrijci? Pri čemer se pojavi vprašanje, kaj točno je narobe s to žensko, da je padla iz prve avstrijske lige v drugo slovensko medobčinsko? Zdaj se strinjam, politika bi morala biti kot fuzbal, ne? Če si igral za eno reprezentanco, ne moreš več za drugo, je tako? Točno tak. Če Markus Tavares ne more igrati za Slovenijo in njega dejansko rabimo, kako lahko ona kandidira? Moram reči, da je to izvirna ideja Evropske unije, da v bistvu kot državljanka, državljan katerekoli države članice lahko kandidiraš v katerikoli drugi državi. Evo, pa se je končno pojavil žarek upanja za Franca Kanglerja. Če mu tokrat ne rata, lahko čez 5 let kandidira v Nemčiji kot Franz Kanglerman. Čez 10 let na Nizozemskem kot Frank van der Kank in čez 15 let v Italiji kot Francesco Kanglerini. Najlepša hvala, gospodu Celcu, za njegovo poglobljeno analizo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!